Spoštovanje življenja. To je današnja moja srčna tema. Spoštovati življenje pomeni ljubiti življenje. To, kar je tudi prva alineja 9. člena statuta Društva za srečno življenje, BELIS, ljubezen. Brezpogojna ljubezen. Da ljubimo ljubezen, da živimo ljubezen, da jo sprejemamo in jo darujemo. Da delamo za mir in sprave, za življenje. To je prvi cilj Društva za srečno življenje, BELIS. In vsak, ki kakorkoli podpira ljubezen, življenje, je del našega društva. Tudi če ni uradno član našega društva, je del našega BELIS, Društva za srečno življenje. Ker življenje je le življenje. In le življenje daje življenje. 11.1.1952 leta bila na žalost izdana uredba, s katero so dovolili splav. To je uredba, ki jo moramo preklicati v naših mislih, v naših srcih, v dejanjih. Zakaj? Zato, ker vsako spočetje je življenje. In če delamo dovoljene splave, smo ubijalci življenja. In to tistih otrok, ki še nimajo glasu, da bi rekli ne. Mi, ki smo na tej zemlji, Božji otroci, moramo za njih glasno izreči besedico. Konec splavov. Konec te uredbe, ki je povzročila od leta 1952. Od 1. novembra. Na žalost več kot 700,000 dovoljenih ubojev majhnih otrok, ki niso mogli reči, jaz sem življenje, ne ubijajte me. To je na dan 39 otrok splavljenih, sem izračunala danes. Zelo veliko. In organizatorji Društva Pohod za življenje so v mojem srcu heroji, veliki heroji. Že 4 leta v Sloveniji organizirajo vsako leto pohod za življenje. Neizmerno sem srečna, da obstaja to društvo. In to društvo bo drugi teden, v soboto, organiziralo prvič v Mariboru pohod za življenje 13. maja ob 9:30 na Grajskem vrtu. To veliko lepo srečanje, pohod za življenje. Udeležimo se ga, če ne fizično, vsaj v naših srcih, v našem duhu, in povabimo vse naše prijatelje, ki živijo v Mariboru ali blizu Maribora. Naj se pridružijo temu shodu. Lansko leto je bil shod v Ljubljani, oktobra. Doživela sem ga kot sončni žarek v Sloveniji sredi teme.
nisem takrat še vedela, da obstaja pohod za življenje. In vesela sem, da sem videla transparente. Le ljubezen, le življenje daje življenje. Veliko je bilo transparentov, ki so spodbujali življenje, ki so zaželeli, da je konec abortusov, konec splavov, konec vsega tistega, kar ne daje življenje. In letos bo drugi teden prvič organiziran pohod za življenje tudi v Mariboru. In vesela sem, da so organizatorji pripravili tudi pohod za življenje v Mariboru. Zelo hvaležna. Poglejte si v Googlu pohod za življenje Maribor. Tam boste se lahko tudi prijavili. To ne organizira Društvo za srečno življenje Beliš. Mi samo to s srcem, z vsem navdušenjem resnično podpiramo in se veselimo teh mladih ljudi, ki to organizirajo s srcem, ki imajo to ljubezen, ki spoštujejo življenje, ne samo svoje, ampak predvsem tudi življenje še nerojenih otrok. Te dneve poteka celo 9-dnevnica, posebna molitvena skupina moli posebne molitve, ki naj bi v Sloveniji se prebudilo veliko ljubezni do življenja. In prvi dan so molili, da bi se vsi otroci rodili. Vsi otroci. Kar pomeni, da se moli, da ne bi zdravniki, ginekologi dopuščali, svetovali mladim mamicam, da naredijo abortus, ki zaznamuje vsako žensko, ki ga naredi za vse življenje, z veliko bolečino in rano v njeni duši. Tudi ta otrok, ki ni sprejet, njegova duša trpi. In nujne so molitve za vse te splavljene otroke, ki so splavljeni zaradi uredbe, da je to dovoljeno. Ne moremo dovoliti uboja še nerojenih otrok. Ne smemo. Ne sme biti niti en razlog, niti finančni razlog, niti da partner ne želi družine. Ne sme biti razlog, da se ženska odloči, da sama sebe in svojega otroka rani. In treba je moliti za vse te žene, ki so iz nevednosti, iz stiske, iz bolečine naredile abortus zaradi svoje stiske. Tudi te žene, ki so to naredile iz nevednosti, iz bolečine, so herojke za mene. Mislile so, da delajo nekaj dobrega otroku, da ga ne bi rodile v ta kruti svet, kjer je pomanjkanje, kjer so bolezni, kjer so finančni izzivi, osebnostni odnosi slabi. In vendar, kljub vsemu se moramo vsi zavedati, da je življenje velik dar, da ga moramo negovati, spoštovati, čuvati, varovati. In molitev, ki je bila v teh dnevih narejena, verjamem, da se je posejalo ogromno semen, iz katerih bo zrasla vera v življenje.
s pomočjo katerih bodo ljudje sočutni do nosečih žensk, da se bojo našla sredstva za te matere, ki imajo finančne izzive. Če se najde denar za vojaški aparat, za policijo, za inšpektorje, za vladne uslužbence, naj se ustvari fond tudi za mlade matere, ki še nimajo stanovanja, službe in so iz ljubezni noseče. Naj ne ubijajo teh svojih otrok zaradi finančnih zunanjih razlogov, ker solze, ki jih bojo točile in ki jih točijo, so grenke solze. To vem iz lastne svoje zgodbe. Pri 21 letih mi je moj ginekolog dal recept, ker ste jedli penicilin tablete in ker ste noseča, bo vaš otrok prizadet. Ne smete mu narediti tega, da bi se rodil kot invalid. Prepričal me je takrat. Nisem poznala tega, kar danes poznam. Nažalost me je prepričal. In še danes imam bolečino na ta dan. Zelo veliko bolečino. Ker tisti dan se je moje življenje spremenilo v trpljenje in v veliko bolečino. Jezna sem še vedno na tega ginekologa. Res sem jezna. Tako zelo jezna, da se mi je življenje zaradi tega dogodka vrtelo v napačno smer. Vendar vem, da mi je odpuščeno. Vem, da me Bog ljubi. Vem, da me ne sodi Bog. Sama sebe sodim. Ljudje me sodijo, vendar Bog, hvala Bogu, nas ne sodi, ker nas razume. Ker ve, da nismo vedeli, kaj delamo. In vem, da tudi veliko mater ne ve, kaj dela, ko se odloči zaradi kakršnih koli razlogov, da ubije svojo ljubezen v sebi. Ker ko ubijamo ljubezen v sebi, se zapišemo bolečinam in trpljenju. Jaz to vem. Zelo dobro vem. In molim vsak dan, da bi mi bil ta moj notranji greh, ta moj notranji občutek, da sem nekaj slabega naredila sebi in otroku. Molim, da se to popolnoma pozabi. Da pozabim. Tako kot Bog zna, naj se tudi zame to zgodi. Zato podpiram z vsem srcem, z vso dušo in z vsem svojim bistvom to gibanje Pohod za življenje. Zahvaležna, zelo hvaležna sem jim, da širijo ljubezen in širijo molitve, da se bomo vsi slej ko prej odločili za življenje in za ljubezen. Da ne bo več vojen, ne abortusov, ne cepljenj, ne nasilja, ne vojen. Da bo zmagala ljubezen. Da bo zmagala tista ljubezen, ki nas radosti, ki nam prinaša veselje, ki nas usrečuje. Zelo sem vesela, da poteka ta 9-dnevna molitev. Kot vem, so drugi dan molili, da bi ljudje evangelizirali to resnico. Da bi jo nosili po vsem svetu, ker taka srečanja, kot so v Sloveniji, so po vsem svetu že. V številnih državah organizirajo ta pohod za življenje, ki ni nasilen, ki je poln ljubezni, radosti, nasmehov, veselja, ki kaže na to, da je možno tukaj zdaj
delati za radost, za življenje in to tudi živeti. Tretji dan je bila molitev za politike. Ja, hvala, da ste molili za politike, tudi jaz molim za njih, da bi se razsvetlili in da bi delali za življenje. Da ne bi trošili denarja za njihovo varovanje, za kupovanje orožja, za diplomacijo, za cepiva. Molim tudi jaz. Ampak moja molitev se bo razširila, da bodo spoznali, da morajo ta odlok, to uredbo od 1. novembra 1952, 11.1. se upravičujem, 11.1.1952 spremeniti jo, ukiniti in se odločiti, da bodo vsem mamicam, ki iz kakršnihkoli finančnih ali drugih razlogov ne upajo, ne zmorejo donositi svojih otrok ljubezni, pomagali. Namesto, da se denar zapravlja za tudi bankete, za luksus, za razna politična srečanja, za vojsko, za urjenje specialcev, za inšpektorje, za policaje, vojake, da bojo ta denar namenili za življenje. Naj se ustvari fond za življenje, s katerega bodo lahko mamice zajemale tista sredstva, ki jih nujno potrebujejo, da bodo srečno lahko rodile in da bojo lahko ponudile svojim otrokom radostno, srečno, blagoslovljeno življenje. Zato tudi jaz apeliram politiki, tudi vi ste se morali roditi in vaša mama vas je sprejela. Če vas ne bi sprejela, vas ne bi bilo. Pomagajte, da bojo matere lahko matere in da bojo otroci prišli na lep, čudovit svet, ker bo radost, izobilje, obilje, mir, sreča, zdravje in nenasilje. 4. dan so molili za vse noseče žene, da bi imele pogum donositi svojega otroka, da bi zaupale življenju, da bi ta dar, ki so ga sprejele, z ljubeznijo donosile, da bi ga rodile z radostjo, ne v bolečinah. In hvala za te molitve. 5. dan pa so molili za zdravnike, za sestre, da bodo v službi za življenje. Zdravniki so tudi plačani za abortuse. Kot vem, vse, kar nastane po abortusu, morajo ginekologi oddajati in se to proda za kreme, za razne, ne bi razlagala, precej je to kruto. In poznam ginekologinjo, ki se mi je zjokala, da ni vedela, kaj dela, ko je priporočala tudi ona abortuse in je po abortusu predajala posteljico z otrokom ljudem, ki so to odnesli v komercialne namene, na žalost. Molitev za zdravnike in sestre, da bi spodbujali življenje, da bi resnično spodbujali mamice, da bi bile pogumne in da bi zaupale življenju, ki daje življenju. 6. dan
pa so bile prošnje za vse tiste mame, ki trpijo po splavu ali po spontanem splavu ali po uradnem splavu, dovoljenem splavu. Ker teh bolečin je ogromno v Sloveniji od leta 52, več kot 700,000 abortusov je bilo že narejenih. Zaradi 4-letnega gibanja tega društva Pohod za življenje se, hvala Bogu, to število trenutno zmanjšuje, vendar je še vedno preveliko. Če je samo en abortus na dan, je ta abortus bolečina za vse nas, ki živimo v Sloveniji. In molitev za te mamice resnično je več kot dobrodošla. Tudi jaz sem ena izmed teh, ki to molitev rabim. Ker rabim odpuščanje vseh vas, predvsem pa si moram sama sebi dokončno odpustiti, da bo moja sreča na tej zemlji ponovno popolna. 7. dan so prošnje in molitve za sprejetje popolnoma vsakega otroka. Da mi vsi se zavedamo, da so otroci Božji dar in da vsak otrok, ki se rodi, je naš brat, naša sestra. In da je njegova sreča tudi naša sreča. Njegov nasmeh tudi naš nasmeh. In njegova bolečina tudi naša bolečina. Zato sprejmimo vsako nosečo žensko s spoštovanjem, z ljubeznijo, ker nosi našega brata oziroma sestro. To so otroci naši, naša prihodnost. Imajo poslanstvo. Spreminjali bojo ta svet v raj in cvetoč planet. In ne ubijajmo jih več. Ne z uredbami, ne z strahom pred preživetjem, da so otroci strošek, breme. Niso. To so velik dar in prenašajo nam radost, smeh in veselje. 8. dan pa je namenjeno molitvam za starše. Da bi starši z ljubeznijo in s pogumom sprejemali te otroke, ne kot breme, ampak z vsem spoštovanjem, z vso hvaležnostjo, ker dobivajo velik blagoslov v svoje življenje. Koliko je staršev na tem svetu, ki se trudijo, da bi imeli otroke, pa jih žal zaradi kakršnih koli razlogov še ne morejo imeti. Tudi starši, ki pričakujete otroka, veselite se, bodite nežni do svojih žena, bodite ljubeči, ker otroku se čuti, otroku se sliši in otrok ve, ali je zaželen ali ni zaželen. Jaz osebno nisem bila zaželen otrok, bila sem 3. otrok moje mame. Oče me je rešil, ker mami je že takrat razmišljala o splavu. In hvaležna sem očetu, da je podprl mojo mamo. Zato starši, podprite svoje žene, svoje matere. Če imate blagoslov, sprejmite ga. V hišo prihaja velik blagoslov. Zelo velik. Noben otrok, ki prihaja v dom, ne bo nezaželen, ampak jih sprejmimo z ljubeznijo. Zadnji dan te 9-dnevnice pa so molitve za pogum. Pogum za življenje. Pogum, da je ljubezen močnejša kot vse ovire tega sveta. Res je potreben pogum. Spomnim se ene zgodbe, ki jo je pravila Avstrijka, zelo lepa žena, o materi, ki je zdravnik predpisal splav in zaradi vere v življenje in v Boga
ga ni želela narediti. Zdravnik je preprečeval, da bo njen otrok mongoloid. A ta mama tega otroka ni želela splaviti. Rekla je, če je Božja volja, da bo mongoloid, ga bom ljubila tudi kot mongoloida. Ne bom ubijala življenja. Vsak teden so molili nad to mamico in prosili Boga za ozdravljenje, ker Bog je zdravnik. In rodila se je čudovita punčka, zdrava. In ta punčka je to zgodbo pripovedovala in mene je močno ganila. Kaj dela vera? Kaj dela pogum za življenje? Gore se premikajo. Vera je tista, ki daje zdravje, življenje in molitve za pogum za vse mamice, da se znebijo vseh strahov pred življenjem, ker življenje je dar. In če ga ljubimo, ljubezen zmaguje. Tako, spoštujmo življenje. Jaz osebno sem tukaj danes pred vami bila zelo iskrena. In bila bi srečna, če bi pri svojih 21 letih nekdo molil za mene, mi nekdo dal pogum, me nekdo objel in rekel, vse bo okej. Žal te možnosti nisem imela. Nisem odraščala v družini vere. Moja mama je bila polna ran in vse to sem tudi jaz dobila v svojo dediščino. In hvala Bogu, da skozi moje življenje v zrelejših letih vse to odpada, ker vem, da me Bog ljubi, da je Bog darovatelj življenja, da je Bog tisti, ki obuja mrtve. In zato spodbujam vse nas, da se udeležimo tega pohoda za življenje, ki bo v Mariboru 13. maja ob 9:30 na Grajskem vrtu. Hvala lepa za vašo pozornost in iskrena hvala za vašo ljubezen do življenja.